Lep pozdrav vsem prisotnim. Tokrat smo skupaj z kolegom Mahničem se odločila, da skličemo tiskovno konferenco z namenom predstavitve novega zakona, katerega poslanska skupina SDS vložila danes z namenom reševanja stanovanjske problematike mladih. Ob tem pa bi rad povedal, da že vse od začetka mandata obstoječega državnega zbora poslanski skupini Slovenske demokratske stranke opozarjamo na vse resnejšo problematiko mladih. Tako na področju zaposlovanja, izobraževanja, osamosvajanja in seveda še bi lahko našteval. V veljavi imamo tudi nacionalni program za mladino, ki je bil sprejet v državnem zboru 24. oktobra 2014. Ugotavljamo, da je izvajanje nacionalnega programa za mladino nezadostno ter zamuja. To dokazujejo tako odzivi mladinskih organizacij, kot tudi dejstva, da se izvedbene načrte za posamezna leta sprejema prepozno ali pa komaj na sredini aktualnega leta. Tako je bilo tudi letos. Ob tem pa je bila tudi ena zelo jasna zaveza strani vlade Mira Cerarja, in sicer, da bo v prvi polovici letošnjega leta vlada Mira Cerarja izvedla razpis za vzpostavitev beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, predvidenega v izvedbenem načrtu jamstva za mlade za obdobje 2014-2015. S tem bi se seveda zagotovilo javno veljavnost in priznavanje delovnih izkušenj iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Žal pa seveda tega razpisa ni. Edino, kar pa vlada Mira Cerarja naredila, pa je z novelo zakona o uravnoteženju javnih financ dodatno obremenila študentsko delo. Ob tem imamo tudi en drug ukrep za mlade, to je jamstvo za mlade, ki pa ni prineslo želenih učinkov. Tako statistika Mladinskega sveta Slovenije opozarja, da se je v lanskem letu porabljenih 47,5 milijona evrih brezposelnost nad mladimi zmanjšala samo za 1%, iz 26,2 na 25,2%. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo v tem mandatu pripravili številne zakone, ki so urejali oziroma bi urejali problematiko pripravništev, študentske prehrane. Tokrat pa smo pripravili predlog zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih. Saj smo v samem vrhu Evropske unije, ko govorimo o osamosvajanju mladih in bivanju pri starših. Saj kar 2/3 mladih v starostni kategoriji do 34 let še danes živita pri starših. Slabše stanje je samo v Grčiji. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že dejal moj poslanski kolega, poslanec Andrej Čuš, je posebej poreča problematika tudi stanovanjsko vprašanje oziroma reševanje prvega stanovanjskega vprašanja za mlade. Zato smo v Slovenski demokratski stranki pripravili zakon o reševanju stanovanjske problematike mladih. Povod za to je bilo moje poslansko vprašanje vladi Republike Slovenije, kako je stanjem državnih stanovanj, tistih zasedenih in tistih nezasedenih. In v začetku leta sem dobil strani vlade Republike Slovenije odgovor, da je trenutno 434 stanovanj, ki so nezasedena, 51 jih ima stanovanjska komisija vlade Republike Slovenije, 110 jih ima Ministrstvo za notranje zadeve, 265 Ministrstvo za obrambo in 8 Ministrstvo za pravosodje. In od teh 434 nezasedenih stanovanj je predvideno za dodelitev v najem 219 stanovanj. V Slovenski demokratski stranki smo se odločili, da ne bomo več čakali vlade, ampak da proaktivno pristopimo k reševanju te problematike in nenazadnje sledimo tudi našim danim obljubam, ki smo jih dali volivkam in volivcem v našem predvolilnem programu. In zato je cilj tega zakona mladim in pa mladim družinam zagotoviti možnost neprofitnega najema stanovanja, in sicer tako, da se stanovanja v lasti prej omenjenih organov prenesejo na stanovanjski sklad Republike Slovenije po formuli 50% v letu 2015, 30% v letu 2016 in 20% v letu 2017. Tako prenesena stanovanja bi bila namenjena izključno mladim in pa mladim družinam pod 35
let starosti, pri čemer najmlajši otrok ne sme biti starejši od 5 let. Vemo, da ima država stroške s temi stanovanji. Ti stroški so odvisni od velikosti stanovanja, načina ogrevanja in pa tudi lokacije. Zračunali smo, da bi država, če bi vsa ta stanovanja dali v najem mladim, prihranila letno približno 260 tisoč evrov. Prav tako pa predlagamo, da se na stanovanjski sklad po isti formuli prenesejo tudi prazna stanovanja, ki so v lasti družbe za upravljanje terjatev bank, to se pravi slabe banke, in da se ta stanovanja potem oddajo po tej formuli, kot smo že prej dejali, s tem, da imajo potem mlade družine in pa mladi možnost, da po 5 letih odkupijo to stanovanje, to se pravi, da postanejo lastnik in pa da se jim že vse najemnine, ki so jih v prejšnjih 5 letih plačali, štejejo v odkupno ceno. Mlada družino smo definirali kot skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer najmlajši otrok še ni dopolnil 5 let v koledarskem letu javnega poziva stanovanjskega sklada. Prednost imajo mlade družine, kot so tukaj definirane, med tem imajo prednost tiste, ki imajo slabši socialni položaj, ukolikor pa stanovanja potem še ostanejo nezasedena strani mladih družin, pa pridejo na vrsto mladi posameznice in posamezniki pod 35 let starosti, seveda med njimi zopet prednostno tisti, ki imajo slabši socialni položaj. V zakonu smo tudi predvideli, da mora stanovanjski sklad v roku 3 mesecev po uveljavitvi zakona izdati razpis za oddajo teh stanovanj v najem. Jaz upam, da bomo v parlamentu opravili kvalitetno razpravo, menimo, da je tak zakon potreben. Nenazadnje velja opozoriti, da je že naš minister takratni za infrastrukturo in prostor, gospod Zvonko Černač, dal predlog za ta zakon, vendar je takrat druga Janševa vlada predčasno zaključila mandat in do implementacije teh predlogov ni prišlo, zato pa se v Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se tak zakon sprejme in da končno že nehamo govoriti, kaj vse bomo storili za mlade, ko pa pridemo v Slovenski demokratski stranki pred državni zbor s konkretnim predlogom, kot je bil že prej pripravništvo, sedaj ta zakon pa smo zavrnili. Tako da upam in tudi na tem mestu pozivam predvsem vladajočo koalicijo, da preide od besed k dejanjem in da ta zakon, seveda, če bo potrebno tudi amandmirati, na koncu podpre in da že 50% stanovanj v državni lasti in lasti slabe banke letos damo na trg oziroma jih damo na stanovanjski sklad in omogočimo mladim najem. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa.